pozdravljeni. Čas je za nogomet. Lep pozdrav iz Kopra, kjer se bo kmalu začela prva tekma drugega kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na Bonifiki se bodo pomerili nogometaši Kopra in Radomelj. Koprčani so nalogo v prvem krogu opravili odlično, z 2-1 so na tem stadionu premagali Olimpijo in tako dokazali. Omladič. Ševelj je tam skušal priti do žoge, Osuđi do Papaja. Liberec ima znova veliko prostora, sijajen poskus. To da brani Baš koparskim napadalcem. Rojdal je dobil udarec, zato je ostal zadaj. Vešnar Tičić do Osuđija, tu je Korea, Omar Korea proti Osuđiju. Iz vrat Baš, bori se še Omladič. In tale protinapad Radomelj je bil obsojen na propad. Tule pa je Osuđi. Osuđi je krenil po desni strani, pede Osuđi pred vrata in gol! 1-0 vodi Koper, prvenec Ruedla v prvi ligi. Kanarčki vodijo z 1-0. 38. minuta. Radomljani so bili v protinapadu, ki pa je bil obsojen na propad in to so izkoristili Koprčani, izkoristili so padec zbranosti nasprotnika. Krasna akcija, pede Osuđija po desni strani, znova je dokazal, da je v dobri formi. Pobegnila je žoga Libericu, Letaj se bori. Omladič je skušal priti nazaj do posesti za Koper, pa mu ni uspelo. Tule je Malenšek, zelo pogumno je vstopil v igro. 18-letni Kukovec pred vrata, priložnost za Radomlje. Ševelj. Kontinuiran napad, Radomelj, Ševelj krasno na desno za Hrvoja. Zamudil pa je visoka postavitev nogometašev Radomelj, Osuđi do Papaja. Veliko več prostora za Kanarčke, kot so ga imeli v prvem polčasu. Barišić še prišel do žoge, Max Barišić pa Groznica in ni zadetka vratnica, pa Nkada pred vrata. Barišić pa tam ni prišel do žoge. V kadru Kopra boste zaman iskali Andreja Kotnika, ki naj bi bil na izhodnih vratih Bonifike. Zdaj pa velika napaka, landuje Barišić, tudi to je zgrešil Koper. Zoran Zeljković, čestitke za drugo zaporedno zmago. Verjetno ste zelo zadovoljni, hkrati pa tudi mogoče zaskrbljeni, da prednost ni bila višja glede na vse zapravljene priložnosti. Ja, tako kot ste rekli, zelo sem zadovoljen z rezultatom, ko smo zmagali tekmo, ampak ja, drugič te to lahko kaznuje. Se pravi, ampak vseeno smo igrali obrambo do zadnje minute, organizirano se branili. Imamo še veliko za delati, ampak delujemo kot moštvo, kar je v tem trenutku zelo pomembno. Po 6 neuspešnih poskusih ste tudi ohranili ničlo zadaj, koliko vam recimo to pomeni? Ja, veste, da vedno ponavljam, se pravi, ekipe v vrhu ponovadi sprejmejo najmanj golov, mi to hočemo, k temu težimo in tle moramo nadaljevati. Hvala. Luka Žinko, po skromnem prvem polčasu ste v drugi del igre krenili odločno, ampak na koncu si vendarle niste ustvarili veliko priložnosti. Kaj po vašem mnenju zmanjkalo za pozitiven rezultat? Ja, sigurno smo drugi polčas krenili dosti bolj odločno, veliko bolj smo bili ofenzivni, bolj konkretni proti golu. Sam nažalost se na koncu manjka tista zadnja podaja, tista zadnja odločitev, da prijemo do ene lepe priložnosti. Nekaj se je veliko več dogajalo kakor v prvem polčasu, tako da žal nam je prvega polčasa, da nismo enako skozi celo tekmo, sam pač gremo dalje. Niste še dosegli gola v tem prvenstvu, kako rešiti to težavo, kako poskrbeti, da bodo napadalci bolj učinkoviti? Ja, s treningi, mogoče tudi s kakšno konkurenco v napadu, trenutno nimamo veliko napadalcev, tako da sam mislim, da do prestopnega roka je še nekaj časa, do konca mislim, je še nekaj časa, tako da neki se bo verjetno pripeljali in takrat mislim, da bo prišli tudi zadetki, lažje zadetki. Bomo pa tudi zdaj zadevali. V prvi vrsti pa torej ciljate na napadalce? Ja, mislim, da smo tam zdaj v tem trenutku dosti tanki, tako da je pa to odločitev športnega direktorja, glavnega trenerja in verjamem, da bomo izbrali ta pravega igralca oziroma igralce, ki bodo nesli še dodatno kvaliteto. Hvala.
Andraž Redel, čestitke za zmago in pa za prvenec, pa bom zelo klasičen, kakšni so občutki? Ja, hvala najprej za čestitko. Jaz si lepšega začetka v Kopru ne bi mogel želeti, tako da upam, da gre vse tako naprej in da se na koncu veselimo državnih prvakov. Iskreno je zadetek še kaj slajši, ker je na koncu odločil in vam prinesel zmago? Ja, seveda, lepšega iz tega tekme si ne bi mogel sam želeti, tako da. Matej Malenšek, včeraj ste odigrali tekmo v mladinski ligi, danes pa ste se kar dobro predstavili tudi v članski konkurenci. Kakšni so bili občutki na igrišču in kaj je zmanjkalo za pozitiven rezultat? Občutki so itak neverjetni, ko dobiš priložnost za člansko ekipo. Ja, včeraj sem odigral tudi 70 minut za mladince. Zmanjkalo nam je nekaj v tej zadnji tretjini, pač moramo priti do zaključka, večkrat do zaključka in to je to.